Simon Kukec je bil za svoj čas zelo napreden mož, ki je vedno videl priložnost za posel in je bil toliko hraber, da je vsako priložnost tudi uresničil. Znano dejstvo je, da velja Simon Kukec za najpomembnejšega pivovarja, ki ga Laščani imenujejo oče laškega piva. Manj znano pa je, da je poleg pivovarne v Laškem v njegovem času delovala tudi pivovarna v Žalcu, ki je po prvi svetovni vojni prenehala obratovati. Z njo je v Žalcu ugasnila večdesetletna tradicija pivovarstva, ki jo je obudil in vodil prav Simon Kukec. Jaz sem Olga Kabalin in jaz sem pravnukinja Simona Kukeca in vnukinja od Edvarda Kukeca. To, kar vam lahko povem, sem jaz slišala od svojih tet pa svoje mame in tudi od hčerke od Gizele Kukec. In vse to so bile pripovedke in take male anekdote. Kdo je bil Simon Kukec? Rojen je bil 20. oktobra leta 1838 v Povirju pri Sežani kot sin malega posestnika. Starša, oče Jakob in mati Helena, rojena Stok, sta bila kmeta. Po osnovni šoli se je zaposlil na železnici. Po tedanji ureditvi je aktivno vojsko služil 12 let in dosegel čin narednika. Kot zastavonoša domobranskega 22. pehotnega polka Wimpfen je v bitki pri Kostoci leta 1866 nosil polkovno zastavo. Simon Kukec se je poročil z Ano Smolko, ki je bila iz Slovaške. In ona je baje bila guvernanta eni zelo bogati družini iz Slovaške. Ti so prihajali na morje na počitnice in baje so se oni tam nekje v eni gostilni pa nekaj takega spoznali. Ana naj bi tudi dobila eno zelo veliko doto. In to naj bi bil tisti začetni kapital, z katerim je Simon Kukec pravzaprav začel. Iz Cestljana, kjer je v času poroke delal kot železniški čuvaj, se je z ženo in otrokom preselil v Martinščico pri Reki. Udejstvoval se je kot prevozniški podjetnik pri gradnji pristanišča, žena pa je vodila restavracijo za številne delavce, ki so tedaj gradili pristanišče na Sušaku. Leta 1880 sta se naselila v Trbovljah in tam vzela v zakup restavracijo bratovske skladnice, rudniško restavracijo. Igraš? Igra več. Ti? Igraš? Bravo. Vse boje. Takole, fantje, na zdravje. Na zdravje. Zmaga je moja. Ja, seveda je. Normalno, kaj? A še igramo za kaj? Ja, vse ste me vse pobrali. Imam še pa 2 njive. 2 njive še imaš? Ja. Kje pa? Ja, v Slovenski dolini. V Slovenski dolini? Pa še to zaigram. Se upeš igrati za te 2 njive? Ja. Pa poudarma. Vržba, do zmaga. No, pa gremo. Vrzi. Je kar dost. Čak bom preštel. 12, 14, 19. Je kar dost. Aha, jaz imam ponavadi srečo. Kaj gledaš tako žalostno? 5x4, 21. Čestitam. Hvala lepa, hvala. Tudi ti boš dal roko? Ja, kaj češ? Sreča je na moji strani. Prav, dobil si. Hvala lepa, hvala. Pa še kdaj? Ena zanimiva zgodba je, kako je Simon Kukec prišel v Žalec. On je imel gostilno v Trbovljah in baje
so veliko tam kockali in tam je on pridobil 2 njivi tukaj v Savinjski dolini pri kockanju. In potem je prišel to pogledat in je tudi videl, da so novi nasadi hmelja in da hmelj dobro prispeva. Na ta način se je pa on odločil, da bo prišel v Savinjsko dolino. Od Žuževe vdove je kupil bivšo staro pivovarno, ki jo je leta 1842 ustanovil žalski posestnik Franc Žuža. Varilni kotel te pivovarne, v kateri je pivo varil Franc Rejl, je imel komaj 20 hektolitrov vsebine. Simon Kukec je v letih 1891 in 1892 povečal žalsko pivovarno, jo povsem moderniziral ter ji dodal lastno sladarno. Poleg pivovaritelja, kletarja in 3 sodarjev je bilo v njej zaposlenih še 50 delavcev in 4 uradniki. Leta 1893 je v kmetijskih in rokodelskih novicah zabeleženo: Nova pivovarna. V Žalci v Savinjski dolini na Spodnjem Štajerskem odpre narodni podjetnik gospod Simon Kukec veliko novo pivovarno. V pivovarni zmoglo se bode na leto 24.000 hektolitrov piva izvariti. Zgodovina pivarstva v Laškem se pričenja v stavbi, kjer je danes hotel Savinja. Leta 1825 je Franc Geyer, medičar in lectar, v kletnih prostorih uredil majhno pivovarno. Ko je proizvodnja prerasla, jo je prodal Gustavu Adolfu Ulihu. Ta je bil istočasno lastnik zdravilišča Rimske Toplice, razširil je proizvodnjo in potem svojo pivovarno prodal Antonu Larišu. Anton Lariš je ugotovil, da v središče mesta pivovarna ne paše, zaradi tega je začel graditi novo pivovarno na drugi strani reke Savinje. V času Simona Kukca je v stavbi današnjega hotela Savinje še vedno bila sladarna, sušilnica in se je uporabljala tudi za pisarne. 10. avgusta 1889 je Kukec na dražbi kupil še bližnjo pivovarno v Laškem, tedaj Laški trg. Obe pivovarni je združil in jo imenoval Združene pivovarne Žalec in Laški trg. Pivovarno v Žalcu je vodil sam, v Laškem pa je bil ravnatelj njegov sin Edvard. Hči Aneta, ki se je pozneje poročila z laškim trgovcem Konradom Elsbacherjem, je bila glavni knjigovodja. Simon Kukec je obdržal proizvodne prostore na desni strani reke Savinje, moderniziral je tovarno, nove stroje nabavil, novo hladilnico in proizvodnja se je zelo povečala. V času Simona Kukca je pivovarna postala tudi delniška družba. Zaposloval je samo slovenske delavce in nameščence. Ker slovenskih strokovnjakov za pivovarništvo ni bilo, je raje zaposloval Čehe kot Nemce, kar je bilo v tistih časih ob narodnostnih bojih na slovenskem Štajerskem zelo pomembno. Simon Kukec je izumitelj termalnega piva. Izkoristil je izvire kvalitetne termalne vode v Laškem, sosodi so tovorili to vodo do pivovarne, potem pa izdelovali pivo, ki je postalo znano in cenjeno v vsej Evropi. Moj praded je v Laškem ustvarjal eno pivo z termalne vode, ki se je imenovalo še pod Avstrijo Kurbier. To je danes termalno pivo. In moj brat, kakor je bil prijeten in šarmanten, če smo srečala koga v Laškem, ki je imel rad deklice in je rad pogledal tudi kam čez plot in ni hotel reči, da je to tak pa tak, pa je rekel, poglej, to pa je eno termalno pivo. To se pravi en Kurbier. Ob termalnem pivu je Kukec svaril tudi pivo češkega izvora Ležak. Kakovostno pivo mu je omogočilo izvoz v Egipt in Indijo, ter kasneje v Budimpešto, kjer sta, po pričevanjih, prevladovala bavarsko in dunajsko pivo. Pivo Porter, s katerim so laški pivovarji hoteli konkurirati unionskemu pivu Bog, so Laščani zaradi pomislekov glede tujega imena začeli imenovati temno laško pivo. Za svoje proizvode je prejel priznanja in odlikovanja.
Slovenski narod je 8. maja leta 1901 zapisal: Gospod Simon Kukec, narodni pivovarnar v Žalcu in v Laškem trgu, je poslal pretečeno leto na svetovno razstavo v Pariz svoje izdelke marčnega, granatnega in cesarskega piva. Te dni je prejel veliko zlato svetinjo s pohvalno diplomo. Ako pomislimo, da je bilo v Parizu razstavljeno najboljše pivo skoraj celega sveta, moramo biti Slovenci pač ponosni, da se je naša domača tvrdka tako pohvalno odlikovala. To priznanje pa je tem bolj pomembno, ker je gospod Kukčevo pivo varjeno izključno le iz savinjskega hmelja. Distribucija in zaloge piva so bile dobro organizirane po mnogih slovenskih krajih. Slad so dobivali iz Velike Kaniže. Pivske steklenice sta dobavljali Grazer Glasfabrik Hanisch Hildebrand & Co. in steklarna Abelis Straže pri Rogatcu. Simon Kukec je v letih 1901 in 1902 organiziral vse priprave za prodajo in prenos laške in žalske pivovarne novi delniški družbi s sedežem v Ljubljani. Za prodajo se je verjetno odločil iz gospodarskih razlogov. Uradno je ta družba pričela z delom šele 1. 9. 1903 pod imenom Združene pivovarne Žalec in Laški trg d.d. Njen prvi predsednik in glavni delničar je bil Ivan Hribar, deželni poslanec Kranjske in ljubljanski župan. Tretjino delnic je obdržal Simon Kukec, ki je pivovarno vodil še naprej. Edvard Kukec je še nadalje ostal ravnatelj Laške, Simon Kukec pa žalske pivovarne. Predsednik Ivan Hribar je v takratnih razmerah modro vodil gospodarstvo slovenskih pivovarn in s pridom uporabljal vsa izkustva Kukcev. S pomočjo zavednih slovenskih obrtnikov v Ljubljani in slovenske južno-štajerske posojilnice v Celju so vzdržali zmagovito pot, pa čeprav so morali pozneje znižati glavnico. Podjetje je dosegalo vedno večji uspeh v tehničnem in produkcijskem pogledu. Simon Kukec je vodil pivovarno v Žalcu do svoje smrti leta 1910, medtem ko se je njegov sin Edvard ob poroki leta 1908 umaknil iz Laškega na posestvo v Žalec. Med Prvo svetovno vojno je pivovarna zaradi pomankanja surovin obratovala za manjšo proizvodnjo. Vojna je zadala najhujši udarec. V razrvanih valutnih razmerah je dočakala svetovni prevrat leta 1918, ko so se razmere popolnoma spremenile. Leta 1924 je večino delnic žalske in laške pivovarne z nemškim kapitalom na skrivaj pokupila takrat konkurenčna pivovarna Union, verjetno tudi delnice dedičev Simona Kukca. Žalsko podjetje je leta 1924 nehalo z obratovanjem. Prostori so nekaj časa služili trgovini s pivom in hmeljem. Leta 1939 pa sta Vilko Senica in zagrebški trgovec Antun Albert ustanovila tekstilno podjetje Jutena industrija Vilko Senica & Co. KD Žalec, v katerem so izdelovali predvsem vreče za embaliranje hmelja, ki so jih prej uvažali iz Nemčije. Poslopja nekdanje pivovarne so delno podrli, kar je ostalo pa temeljito preuredili. Union pa je še več let po likvidaciji v Laškem prodajal pivo pod oznako DD Laško, ter tako zlorabljal sloves nekdanjega laškega piva. Likvidacija pivovarne v Laškem je bila za mesto hud socialni in gospodarski udarec, saj je 100 ljudi ostalo brez zaslužka. Tako se je končalo Kukčevo obdobje v laški in žalski pivovarski zgodovini. Politika slogaštva je konec 19. stoletja na Slovenskem začela počasi razpadati. Po slovenskih deželah so se začele ustanavljati razne stranke, prihajalo je do raznih strankarskih bojev, razprtij, sporov. Tudi na Spodnjem Štajerskem ni bilo nič drugače. Z volilno reformo leta 1907 oziroma 1906, kjer se je uveljavila splošna in enaka volilna pravica, seveda samo za moške, je napovedovala dokončen prelom slogaštva. Ustanovili sta se dve stranki, Napredna stranka in pa Kmečka zveza. Na državnozborskih volitvah leta 1907 je Napredna stranka na Slovenskem Štajerskem zmagala. V volilnem okraju Celje, kamor sta sodila sodni okraj Celje in pa Vransko, je zmagal kandidat Fran Roblek, kandidat za državnozborskega poslanca in pa žalski župan. In ostal je v državnem zboru na Dunaju je ostal do 1911. leta.
Po prihodu v Žalec je Simon Kukec zgradil enonadstropno hišo nasproti železniške postaje, ki je danes poznana kot kolodvorska restavracija. V pritličju je delovala restavracija, ki jo je vodila Ana Kukec. V nadstropju pa je bilo urejeno stanovanje za družino in kasneje tudi gostinske sobe. Ana in Simon Kukec sta imela 8 otrok, in sicer 4 hčere ter 4 sinove. Sidonija, Aneta, Irma in Gizela, ter Rudolf, Edvard, Emerik in Vilko. Začnemo z Simonom Kukecom. Seveda, jaz ga nisem poznala, ampak od govorice je on bil zelo, zelo podjeten. Otrokom je bil zelo, zelo strog oče baje in je tudi bil zelo, zelo zahteven in je tudi hotel, da so oni naredili tisto, kar je on hotel. Vsa Kukčeva družina je bila narodno zavedna, pri njih so se zbirali slovenski rodoljubi, mladina pa se je udeleževala vseh slovenskih prireditev. Tudi otroci Simona Kukca so ob porokah sledili narodnim